Dober dan, dobrodošli v konzorciju, ponovno v sodelovanju z založbo Primus prirejamo tako kot vsaj en četrtek na mesec, ne? Spet en tak fajn pogovorni večer. Tokrat, kot sami veste, se bomo na nek način spopadali z okrevanjem od kakšne zasvojenosti. Z mano je Špela Gornik, sama se s to tematiko veliko ukvarja, mislim, da tudi zelo dobro obvlada zadeve, predvsem pa pozna ta tečaj Odrasla brenda. Enkrat ga je celo srečala. Tako. A veste, kateri je Russell Brand? To je igralec, ki je, a bom prav rekla, ki je čisto opilen. A je? Je. Vsakič, ko ga vidim na televiziji, verjetno je takrat bil pravzaprav zelo na kakšnih substancah, drogah in podobno. Mislim, da je zdaj čisto drugačen človek. 20 let je že trezen. Ja, ravno 2 dni nazaj je praznoval 20 let okrevanja. No, bravo. Ampak ja, bravo. Bravo. Res na tistih posnetkih ga vidiš tisto, ni čist. Je zanimiv človek, tudi takrat bil, ampak sam v svoji duši se pa ni počutil dobro, sam v svojem telesu v resnici, a ne? Zdaj bi pa, Špela, mogoče najprej tebe predstavila, da te bojo ljudje spoznali. Običajno je z nami tamle v vaših vrstah, tokrat je pa tukaj. No, Špelo že od nekdaj zanimata moč zdravilne spolnosti in relacijske zavesti. Zato se je tudi odločila za študij sinologije. Daj, Špela, malo nam razloži tale študij sinologije, da bomo razumeli, kaj to pravzaprav je. Kako gre to skupaj s relacijsko zavestjo? Vse. Predvsem to. Ja. Kaj prvo kot prvo, sploh relacijska zavest je? Spravi, mi živimo v nekem svetu individualizma in svetu materializma, kjer sem samo jaz pomemben, jaz in moje potrebe in podobno, ne? Zdaj, kitajščina, sinologija nas pa v nek drug svet popelje, kjer je treba prvo pogledati tudi še na vse ostale. Se pravi, jaz sem samo del celote. En delček celote. Se pravi, nikoli ne bom samo sebe gledala, ampak bom gledala tudi druge. In da lahko to počnem, moram sebe čutiti. In v bistvu kitajščina, sinologija je študij kitajske kulture preko kitajskega jezika. Tako da v bistvu iz tega vidika sem se odločila za ta študij in potem sem se spoznavala mogoče, da različne kulture različno razmišljajo. Temu se reče epistemologija, veda o razmišljanju, o spoznanju, in sem ugotovila, da mogoče to, kar so nas naučili, pa v neki drugi kulturi ne velja za resnično. In s tem sem se na vsakem koraku na Kitajskem soočala. Nekaj, kar sem se naučila v Sloveniji, to je normalno, recimo paradižnik je zelenjava, sem prišla tja, ne, paradižnik ni zelenjava, paradižnik je za na torto. Ne, paradižnik se ne je s soljo, paradižnik se je z sladkorjem, ampak to na vseh ravneh bivanja. In pa se začne spraševati, kaj je v meni naravnega, kaj je v meni priučenega kulturnega, kako je kultura, v kateri živim, povezana z naravo in podobno. Zdaj mi pa še povej, Kitajcev kar nekaj poznaš, predvidevam, tudi tako osebno. Oni so se zdaj, če rečem, zmodernizirali, postali so toliko dobri kot zahodni svet ali še bolj. Jih je to odvrnilo od te kolektivnosti, od te zavesti, da je treba delati za skupno dobro? A so kaj bolj individualisti postali? Slovenija je Kitajska v malem, jaz rečem. Jaz sem vedno te vzporednice v tem iskala, zaradi tega, tako kot je pri nas prišlo do zamenjave sistema in od te kolektive, na to, da se danes bolj promovira individualizem in jaz sem najbolj pomembna in vse se mora okrog mene vrteti in okrog mojih potreb. Podobno je seveda tudi do neke mere, ko se je tržna ekonomija odprla, se zgodilo tudi na Kitajskem. Koliko imamo pa osebne svobode izbirati, kjer sistemu bomo sledili ali pa kakšen sistem bomo sami soustvarjali, je pa bolj v naših rokah tukaj, kot pa na Kitajskem. Na Kitajskem jih še vedno dosti umetno nazaj držijo.
Tako da je tudi ta razlika, bi rekla. No? Ja, ta svet je res zanimiv. Samo strašiti se ga ne smemo, a ne? Si pa delala tudi v Veliki Britaniji, tam si delala partnerske terapije, bodywork in podobne zadeve, nam še to malo razložiš? Ja, to je bilo v bistvu še preden sem se lotila partnerskih terapij. Jaz sem začela s seksološkim bodyworkom in v bistvu, ja, to je zacvetelo v Angliji najbolj in v bistvu tudi v Hampsteadu, kjer sem živela. To je bilo zelo blizu Camden Towna, kjer sem prišla tudi v stik bolj z Russellom Brandom. Mislim, da sta dve postaji na ta črni liniji. Ja, točno. Drugače mi s Katarino smo ugotovili, da smo obe, da si deliva ta Hampstead. Zanimivo se mi je zdelo to, kar veliko ljudi, ki je prišlo k meni, je imelo kompulzivne motnje v spolnosti, seksualnosti. Veliko ljudi je bilo ujetih v svet pornografije. In to mene nihče ni pripravil v svetu bodyworka na to. Spravi, na bodyworku smo se mi fokusirali več ali manj samo na telesa, na energije. Nismo se pa fokusirali na to, kako sami doprimoramo k temu, kako naše telo deluje, kako naše energije deluje, kako sami razmišljamo o stvarih. In v bistvu je kar treščalo to vame in sem se s tem odločila soočati, nisem se odločila od tega bežati. Nihče od mojih profesorjev mi ni znal pomagati. Vsi so na nek način bežali od te teme, od te realnosti. Bila je neka fikcija, kako naj bi stvari potekale, ampak realno, v nekem kliničnem prostoru se to ni tako odvijalo, kot je bilo nam predstavljeno. In ravno zaradi tega sem se lotila partnerske terapije. Zaradi tega, ker sem ugotovila, da moški, ki prihajajo k meni, na nek način uhajajo od problemov, ki jih imajo v zakonskih zvezah. Čakaj, to si imela prav terapije za moške ali bi lahko bilo tudi za ženske? Lahko bi bilo za oboje, ampak nekako sem privlačila samo moške. Ali samo moški iščejo pomoč v tej smeri? Tako bi rekla, v Sloveniji samo ženske pri meni iščejo pomoč, v Londonu pa samo moški, nikjer pa ni parov. In to je pa tista moja vizija, ki si jo pa zelo želim, ki mi ne rata izpeljati niti v Sloveniji, niti v Londonu. Se pravi, tam lahko delam z moškimi in slišim uno plat, tukaj delam ženskami in slišim to plat in potem imamo dva bregova. In obstajajo rešitve, seveda, ampak prvo se je treba spogledati in eden od teh korakov, kako se spogledamo s tem, je tudi okrevanje. To delaš z njimi tudi po teh korakih od Russella Branda, ali ne? To sem zdaj začela uvajati, ravno iz tega, ker sem ugotovila, koliko je teh kompulzivnih motenj, da oni sploh ozavestijo, da so kompulzivne motnje. Plus, ko sem študirala partnersko terapijo, to je bilo seveda spet v tujini, nam je bilo rečeno, da nikoli ne smeš delati recimo partnerske terapije z ljudmi, kjer je nekdo alkoholik, recimo. In da morajo prvo oni okrevati. In iz tega vidika sem potem začela ljudem svetovati za to knjigo. Zakaj za to knjigo? Zaradi tega, ker je meni pomagala. Napisal jo je Russell Brand, ki je bil odvisen od ni da ni. Droge, alkohol, pomagi mi, seks. Vse, kar je možno, telefon. Vse, kar je možno. Torej, ta knjiga ni samo za eno motno, ampak praktično za vse je zelo tako napisana na nek način splošno. Je pa oprema fantastična, ker si lahko tudi preberete na tej opremi, kaj vse pravzaprav spada pod te zasvojenosti. Pa bom par jih prebrala, ki so malo nenavadne. Tekstanje, kofein, kajenje, to že vemo, čokolada. To je moja. Delo, no, ta bi znala biti moja. Družabni mediji, to že poznamo. Ta je zelo taka, tudi moja. Ja, pa od marsikoga, ne. Tukaj ne vidim, da hočeš vse novice prebrati, ker tista je moja, da ko pridem domov, najprej vse dnevnike pogledam, no, pa grem pa že spat. Skratka, nenehno se stimuliramo. Ne znamo biti v primeru, vedno se mora nekaj dogajati, ne znamo biti več v svojih telesih, s tem, kar je. Spravi, ja,
zahodni svet neneh je svet nenehne vzhičenosti. Kar pomeni, da nenehno spodbujamo samo ta simpatični živčni sistem. Medtem pa na parasimpatični živčni sistem nekako pozabimo tudi na ventralni del. So tukaj povedali te motnje ali vplivajo, na katere bolezni vplivajo? Te motnje so v ozadju vseh bolezni. Se pravi, ta matrica, v katero smo mi vpeti, in to je matrica sveta, zahodnega sveta, ki želi prevladati hegemonično celotnemu svetu. Se pravi, jaz sem se z drugo polovico srečala na Kitajskem. In moram reči, da kljub temu, da... Pa imaš res občutek, da Kitajci ne želijo biti hegemoni? To ne moram reči, zato ker v njih je sigurno velike bolečine. In zdaj ali bojo oni delovali iz te bolečine, ali bojo delovali iz neke modrosti. Ampak njihova zgodovina vsekakor ni prijetna in so se močno borili, da so danes tam, kjer so, in so spet šli v nek ekstrem, v ekstrem, da bi se dokazali. Jaz mislim, da ne bo se šlo zdaj, kdo je glavni, ampak ali znamo sodelovati. Bravo. In tukaj se mi zdi, da je slovenska sinologija zelo močna. In mislim, da slovenska sinologija lahko veliko doprinese svetu. Sploh, recimo moja mentorica Jana Roškar, ona veliko piše o moralnosti, ki se je v sodobnem svetu izgubila z področja v bistvu konfucijancev, novodobnih konfucijancev. In če bi se te stvari upeljale, bi že veliko dobrega znali narediti svetu. Zato, ker ravno ta spoznanje v svetu Kitajsko je bilo vedno povezano z naravo. In tudi recimo jaz sem se ukvarjala s proučevanjem spolnosti, do 1919, ko je še po njihovo veljalo, je bilo vse v povezavi z naravo, te narave znotraj nas se ni nadvladovalo. Medtem, potem, ko so mogli na ta zahodni koncept preklopiti, so začeli tudi oni nadvladovati in so zbrisali vse tisto, kar so odprej znali. Ampak hvala Bogu, kaj imamo v njihovi kulturi, so klasiki, starodavni klasiki, ki so več stoletij, tisočletij stari. In ti ne moreš tega spremeniti. Spravi, tam se je neka beseda ohranjala. In če znaš klasično kitajščino, lahko do tega znanja dostopaš. Medtem ko tukaj nimamo, mi samo vedno nekaj novega izumimo, pokrademo, jaz sem najboljši, zaščitimo, jaz sem si to zmislil. Veliko krat ni tako, Kakšna stvar žemo, verjetno, ampak smo tudi mi fajn. Ja, vse pa so. Jaz znam biti zelo kritična. V glavnem, bistvo vse te knjige je 12 korakov. Daj mi ti povej teh 12 korakov, dobro, naučiš se jih na pamet, pokrivaš. Ne, to ni knjiga, ki se jo samo bere, to je knjiga, s katero se hodi. Zato tudi 12 korakov, jaz zdaj hodim z njo, odkar se ne zapletam več z moškimi, je to moj partner, dobesedno. Vedno znova, ko se ujamem v zanke starega razmišljanja, pogledam, kjer korak je in grem znova. Se pravi, naše znanje mora biti ohojeno. Ni to, da samo jaz nekaj govorim in sem vsa pametna, jaz moram tudi delovati tako. Ja, se pravi, med izvajanjem in med tem, kar jaz govorim, ne sme biti razkol. Bova midve zdaj šle počasi po teh 12 korakih, pa malo pokomentirali, vse ostalo boste naredili sami. Naj vas opozorim, da Russell Brand, kakor je odštekan, tudi odštekano piše. Pa poglejmo. Prvi korak. Ste malce zjebani. On je rekel, da je brez veze, da piše to v nekem leporečju, zato ker on se enostavno počuti zjebanga, ne bolanga, ne glavobolanga, ampak zjebanga. Zato mu ne smemo tega zameriti. On je to res naredil tako iz sebe. Are you a little bit fucked? Evo, tako. Torej ti po angleški delaš, če prav razumem. Jaz sem v bistvu, to knjigo sem prva v angleščini prebrala, ampak
če povem, recimo, kako je pri meni to šlo, ne? Prav sem je seveda samo prebrala to knjigo, ne? Pa sem mislila, wow, meni je ful jasen, pa mi ni bilo ful jasen. Vmes sem prišla do stika z 12 koraki, pa je potem COVID začel, tako da nisem mogla tega v skupini početi z drugimi ljudmi. Šla sem med tiste ljudi, ki so obsedeni s seksom in obsedeni z ljubeznijo. Potem sem jaz to med COVID-om delala prek tečaja online, ker je bil glih takrat zastonj. In zdaj gledam, wow, to je pa treba izkoristiti. Zakaj? Ker ni bilo treba 12 tednov čakati, da ti to narediš, ampak ti si to 12 dneh naredil, ne? Ker jaz sem rada vse, seveda jaz sem tudi zahodni ne? Vse takoj. Jaz sem v 12 dneh to dejansko naredila, videla, kaj je treba in wow, zdaj pa meni so stvari bolj jasne. Pa se je pa v bistvu odprla, ne? Se je pa spet nov moški pokazal. Se je nov moški pokazal, kaj? Špela spet padla. Ampak sem pa začela prepoznavati, sem pa začela prepoznavati v bistvu te vzorce, ki so bili v meni, ki jaz ratam, ki je meni moški, ki je ena druga, sem začela potem v temu moškemu opazati in kako je on mene videl kot drugo in pa je mene to začelo, čakaj, jaz pa nisem več na tej strani, tako in pa sem videla, kako bom jaz zdaj temu meje postavila, pa sem videla, wow, ne moram temu meje postaviti, sem videla, wow, to je pa res hudo, če si ti odvisen od nečesa, ne? Pa nekako sebe vsem je malo lažje, kritiziraš lažje druge, ampak spreminjaš pa sebe lažje, ne? Se ne moraš drugega, kakor sebe spremeniti, ker v bistvu čim ti od nekoga nekaj pričakuješ, potem pa on to čuti kot kontrolo, nadzor in se začne zapirati, ne? Prvo vprašanje pri prvem koraku je sila enostavno. Pa probite sami odgovoriti čisto po tih pri sebi. Kaj želim spremeniti pri sebi? A si imela s tem velike težave? Ne, ker to mi je bilo vse jasno, kaj želim spremeniti. Še to mi povej, si te stvari kaj zelo pisala ali si se sama sabo pogovarjala? Kaj bi svetovala? No? Zdaj vsak mora pri sebi najti, kaj mu najbolj. Jaz bi svetovala skupino. Jaz bi svetovala, da se več ljudi skupaj najde in da si vzamejo to knjigo in grejo po koraki skupaj, ker je veliko lažje, kot če jih ti sam delaš, ne? Ker tudi na določeni stopnji pri 5. koraku ti že potrebuješ sočloveka, ne moreš tega sam spraviti. Ali te tečaje obstajajo tudi pri nas? Ima to licenco? V bistvu ta tečaj lahko prek angleškega jezika se dostopa. Sem zdajle, kje je bil že? Prek Commune in je v bistvu prav Russell Brand vodi ta tečaj. Mislim, jaz bi ga z veseljem organizirala, če bi bilo kaj interesantov. In tudi sem ga že za določene moje prijatelje oziroma prijateljice in smo šli skozi, ker je, potrebuješ sočloveka. Se pravi, spet je celotna poanta v tem, da nismo sami, nismo individuumi in potrebujemo ljudi, da lahko vidimo jasno sliko. Ker jaz lahko sama zase mislim, wow, meni je vse jasen, ampak ne, šele v odnosu se mi bo pokazal, koliko je meni dejansko jasen. To je vse res. Drugi korak. Kaj pa, če ne bi bili zjebani? In spet eno preprosto vprašanje, ali verjamem, da se moram spremeniti? Mislim, da je to vprašanje že malo triki. Se moraš res sam sebe vprašati. Je to res? Veš, kako se zdaj rekla, v bistvu prvi korak, ne? Pri prvem koraku, če ne moraš priti čez, potem je to eno veliko zanikanje. In veliko ljudi tudi že pri prvem koraku opravičuje svoje, recimo, odvisnosti na nek način, ne? Ta drugi korak je v bistvu potem že a sem se res pripravljen spremeniti, že malčkan naprej od tega. Potem ta tretji korak je pa potem v bistvu, ko pridemo do tega, da kot individuumi dejansko ne moramo nič narediti in da moramo neko višjo silo prositi za pomoč, ne? No, tretji korak je, se nameravate odzjebati sami. In to je to, ne, da je boljš, da mi se odzjebati sami ne moramo. Zdaj, ker te možgani, ki so nas pripeljali do tega, kjer smo, nas ne bojo ven odpeljali. In zdaj je tukaj vprašanje pri vseh teh treh korakih, v kaj verjamem.
kaj je tista višja sila, v katero verjamem. In zdaj se potem lahko vsak vpraša, kaj je to? Je to Bog? Je to monoteistični Bog? Je to veliko enih božanstev? Ampak dejstvo je, da mora to biti neka sila, ki je višja od nas. In ta nas bo skozi vodila in nam pomagala. O tem skozi govori Russell Brand, o sili, ki je višja od nas, večja od nas. Sam je ateist. Sam je ateist. Ja, sam je ateist, ni obremenjen s tem, da mora kakršnikoli veri, je zelo odprt za različne religije, za različne spiritualnosti. Veliko ljudi v Londonu je zelo odprtih za to. In jaz tudi imam prepričanje, da vse, kar mi potrebujemo, je dejansko, da sami preizprašujemo stvari. Se pravi, če se ti rodiš v neko religijo in jo samo prevzameš od svojih staršev, potem je nisi prevprašal. In ni zares tvoja religija. Če pa ti prevprašaš in vidiš, wow, to meni pomaga, potem je to tvoja stvar. Se pravi, mi vedno moramo biti sposobni najti nekaj zase in biti odprti tudi za druge stvari, ne pa, aha, samo to, kar jaz zdaj verjamem, je prav, ne, moj Bog je boljši od tvojega Boga, moja boginja je boljša od tvoje boginje, ne. Veš, kaj mi še poveš, Pele, kaj pravzaprav ljudi pripelje do tega, da grejo v to smer? Kje je to korenini? Se pravi, a je to že iz otroštva ven? A so to, ne vem, kakšne vozle imamo v glavi, da gremo od neke take odvisnosti? Ja, zdaj, ko govorimo o odvisnostih, nikoli ne govorimo kot o nekem problemu, ampak dejansko se vprašujemo, kakšna je bolečina vzadaj. In ponavadi gre za navezovalne bolečine, navezovalne travme. Zdaj pa tako, ne? O navezovalnih travmah se zelo malo govori. Mi velikokrat mislimo, da če smo imeli streho nad glavo, če smo imeli 3 obroke, da smo že imeli v redu otroštvo, v redu starševstvo, ampak dejansko otroci potrebujejo veliko več. In ena od osnovnih stvari, ki jo otroci potrebujejo, je koregulacija. Koregulacija živčnega sistema. Zdaj smo pa tam. Če mi živimo v takšnem svetu, v kakršnem danes živimo, v svetu nenehne ushičenosti, kjer moram jaz skozi delati. Jaz bom prišla z pregretim živčnim sistemom do svojega otroka. Ta otrok bo jokal, jaz bom rekla, ne smeš jokati. Ampak ta otrok potrebuje samo to regulacijo in zdaj lahko on mene, jaz lahko njega reguliram, ampak v bistvu on mene ne more, ker je njegov živčni sistem je odvisen od mojega živčnega sistema, dokler ne odraste, dokler ni samostojen. In v bistvu oni samo prekopirajo naše živčne sisteme in ti naši živčni sistemi so vsako leto bolj pregreti. In mene zelo žalosti, ko vidim ljudi, ki so se totalno predali sistemu, služba je tako življenje, tako mora biti, in niti niso sami pripravljeni postaviti neke meje. Aha, tukaj moram jaz zdaj mejo postaviti, da bom jaz lahko umirjena za svojim otrokom. Se pravi, mi moramo poskrbeti za to, da je naš živčni sistem sposoben koregulacije, da mi lahko otroku ta mir prinesemo. Ker če ne bo otrok v miru odraščal, bo ta nemir vnašal tudi ven. A znate postaviti to mejo med delom pa privatnim življenjem? Težko je, ne? Kako ste neki sili, da praktično v službi si 8 ur, potem pa še razmišljaš, kaj bi moral še narediti, pa tole moram še boljš narediti. In to je tisto, ne, o čemer govoriš, da potem sploh nisi prisoten z družino. Mi smo radi pridni, ampak kaj pa vzadi za tem pridem? Velikrat je pomanjkanje te osnovne ljubezni do sebe, ker kaj morajo starši otrokom dati? Starši morajo otrokom dati to, da je to bitje, njihovo bitje, samo da oni so, da je sprejeto. In velikokrat ni. Bolje vse osredotočeno na delovanje, sploh zahodna kultura. Aha, takole boš mogel tole pa to narediti in dobiš nagrado in potem se mi naučimo za te male nagrade svoj ego vedno bolj znova nadgrajevati in potem na koncu smo samo še eni egoti. Kje pa je tisto naše bitje? Bitje, samo to, da jaz sem. Kitajci imajo en zelo, meni so te njihove besede to ključne, ne? V bistvu rečejo vzhodu dong, zahodu rečejo ši
In dongši, skupaj vzhod in zahod, pomeni pa stvar. In če ti samo deluješ, ti postaneš stvar. In tudi na druge ljudi gledaš kot na stvari. Ti si stvar, ti si objekt mojega poželenja. No ja, se tudi dostikrat tako počutimo v službi. Sej to je pa ta v bistvu sistem, ki ga zdaj že lepo živimo precej časa in si ne damo dopovedati, da nekoč se bo treba tudi malo ustaviti znati, oziroma korona nam je malo povedala tudi, da se je treba kdaj ustaviti. Ja, industrijski svet, postindustrijski svet, vse je samo gor, hitrej. Spet Kitajci, eno tako zelo besed, spet zelo lepo napišejo. Šank, če napišejo gor, je ena črtica, pomeni iti gor. Ja, treba je iti gor. In potem samo še eno črtico, takole postaviš zraven, je ustaviti se. Spravi, mi se moramo tudi ustaviti in integrirati stvari. Spravi, vse nove stvari, ki smo se jih naučili, mi jih moramo integrirati. Ker če ne, bo sistem pregret. In potem, če še eno črtico vodoravno gor daš, imaš junk, kar pa pomeni pravilnost. Zakon pravilnosti. Kako jaz delujem tako, da bo pravilno. To meni ne more nobena zunanja avtoriteta povedati. Lahko pa mi te principi znotraj mene povejo. Kaj jaz potrebujem za to narediti? Potrebujem se povezati s svojim telesom. In tudi to je to, kar v bistvu starši bi mogli poznati. Ne? Če imaš ti otroka, prvo se boš mogel, da boš tega otroka razumel povezati s svojim telesom, ker bo instinkt tisti, ki ti bo govoril, kaj otrok najbolj potrebuje, ne neka permisivna vzgoja od zunaj za vse otroke. Tako moraš narediti, to je nagrada, to je ta. Se pravi, tukaj se vse začne. Tukaj se potem mi lahko reguliramo, če se čutimo, če se pa mi že kot otroci, starši ne čutimo, bomo potem tudi kasneje v življenju v takšne odnose vstopali, kjer se ne bomo čutili. Kaj pa pomeni, če se ne čutimo? Pomeni, da imam jaz eno zgodbo v tebi in da jaz se na to zgodbo sebe furam. Se pravi, velikokrat je tako, da mi nekega človeka spoznamo, pa ga sploh ne spoznamo. Mi si naredimo z neko svojo predstavo o tem človeku, pridemo, pa smo razočarani, ker nam to ne ustreza in podobno. Greva na 4. korak. No, zdaj pa že malo dela hočem od nas. 4. korak. Zapišite vse stvari, zaradi katerih ste ali ste kdaj bili zjebani in ne lažite, pa tudi ničesar ne izpustite. Ta je najtežji. To je osebna inventura, jaz temu pravim in veliko ljudi tega sploh ni sposoben, ker da moraš ti povedati vse, kar ti gre na živce, vse. In ni važno, ne obremenjuješ se s tem, kaj si bojo drugi mislili. Vse v papirnici veliko zvezkov prodavajo, Ja, tukaj je inventura, s katero se pač moramo potem soočiti, ne, to... Če mi 20 teh alinej naredimo in napišemo, bomo točno videli v bistvu, kaj so naši vzorci, po katerih delujemo. Spravi, mi se moramo soočiti z vsem, kaj nam gre na živce, pa je lahko to vlada, pa je lahko to mama, pa je lahko to karkoli nam gre na živce, sami iskreni moramo biti do sebe, ker mi pa velikrat smo ful prijazni, ne, mama je najboljša, ne, v njej ne smem, ne, pa greš toliko več na vlado ali pa na karkoli drugega, ampak ne, dajmo biti iskreni, vse, kar mi gre na živce, meni gre ful stvari na živce. Ja, slovenski moški. Kako pa to pride? Ne, okej. Vse eno bi šli na živce, ampak jaz pač sam inventuro delam. Ja. 5. korak. Iskreno povejte zaupanja vredni osebi, kako zjebani ste. To smo pa že tam, kar si rekla, ne? To smo pa midve na najnem začetku. Pa prele, skupini v bistvu, da je boljš delati. Ja, tako sem jaz do Katarine prišla in sem ji povedala moj inventar. Tako sva se midve pripravljala. Tako da ja, vedno potrebujemo sočloveka, da imamo mi neko jasno predstavo. Sočlovek, in to mora biti sočlovek, ki je sposoben nas sočutjo doživljati in gledati. Jaz sem pač to v tebi doživela in zato sem si to dovolila. Če bi začutila, da se ne počutim varno ob tebi, tega ne bi naredila. In to je tudi zelo pomembno. Da to ne delamo z ljudmi, ki nas ne marajo in da to ne delamo z ljudmi, ki nas imajo preveč radi. Ja. Spravi,
en občutek, komu lahko to zaupamo, in to mora biti pač oseba, ki nas sprejema, ki nas dejansko je sposobna sprejemati takšne, kot smo, ne pa nam dajati neke hitre rešitve. Težko ti je pa to sestra, to si hotela reči, ne? Nekdo, ki nas ima preveč rad. Kakšni imajo take odnose tudi s sestrami, da lahko si to dovolijo. Spravi, spet ne gre za posplošati. Nekdo ima starše take, kaj lahko. Ti moraš to začutiti, ne? Jaz sem začutila. Staršem sem probala, pa ne gre. No, zdaj imamo še eno nalogo, najdeti zaupanja vredne osebe. In 6. korak. No, razkrilo se je veliko zajebanih vzorcev. Bi radi prenehali s tem? Resno? Kaj delamo tukaj? To je bil 6., ne? 6. Tukaj pod prvim vprašanjem je, zakaj to počnemo, kako mi pomaga, kaj si želim oziroma čemu se želim izogniti, kaj se bo zgodilo, če se ne spremenim in tako naprej. Ja, tukaj moramo biti zelo iskreni do sebe. Pri čemu nam je vse to pomagalo, ker ti se nikoli iz enega vakuma ne začneš drugirati. Tako kot smo že prej povedali, velika bolečina je vzadej prisotna in velikokrat se te bolečine ne smemo zavedati. Ne smemo se zavedati, ker mi moramo hoditi okoli po svetu in igrati super igro, super ženske, super moškega, ki ima super družino in super fasado. Se pravi, iskrenost do sebe v prvi vrsti, do sebe, in šele, ko si do sebe iskren, si lahko dejansko iskren potem tudi do stvari, ki jih počneš in do ljudi, ki jih srečuješ. Veš kaj me tukaj, že prej sem se tako nekako vprašala, ta permisivna vzgoja, ki se ogre večino staršev, pa ne zdaj, ampak že nekaj desetletij, mislim, da je bil dr. Peck tist, ki je prvi začel razlagati o tem, pa je to bilo 50 let nazaj. Kako je treba biti prijazen z otrokom, kako je treba to, tretje, skratka, dovoljt mu, dokler se ni on po 50 letih upravičil človeštvo, ki je to pisal, zato ker ne znamo, po tej metodi ne znamo postavljati meja. Povej mi, permisivno vzgojeni otroci, ali so bolj nagnjeni k kakšnim takim drogam in alkoholom in tako naprej? Ali to nima nobene veze? Naloga staršev do otroka, ne? Nurture, guidance, limits. Se pravi, da jih znamo nahraniti, ne samo s hrano, ampak tudi čustveno, duhovno in intelektualno. Se pravi, jih moramo čutiti. Guidance, da jih znamo voditi, da jim povemo, kaj je na voljo in da jim potem damo, da se sami odločijo, kaj se bo zgodilo, če boš to, kaj se bo zgodilo, če boš to. Limits, kje so limiti? Tam, ker ne znamo mej postavljati, tam bo prišlo do odvisnosti. Se pravi, permisivno vzgoja, lepo, da se je opravičil ta gospod. Najbrž se bo še veliko ljudi v prihodnosti moglo opravičiti za marsikaj, tudi kar za danes mislimo, da je top. To se pravi, mi se učimo, mi smo nek tak socialni eksperiment, družbeni eksperiment. Mi ne moramo vedeti, kaj bo delovalo in pol bestsellerje pisati in še preden smo to sploh sami dali čez. Jaz mojo knjigo pišem že 20 let, nisem jo še ven dala. Zdaj sem pa že veliko enih ljudi dala čez, pa vidim, kako te stvari, ki jih jaz učim, delujejo na druge. Enkrat si bom mogoče dovolila knjigo napisati, da pa jaz zdaj dam nekaj ven, to morate vsi početi. Ja, takih je kar nekaj, dobro. Zdaj smo pri 7. koraku, ne? Ste pripravljeni na drugačno življenje, v katerem se ne bo vse vrtelo okoli vas in vaše zjebane preteklosti. To je nujno. Ja, vse te koraki do zdaj so prečiščene naše egocentričnosti v bistvu, ne? On veliko govori o značajskih hibah. Mene ta izraz zelo všeč, zato ker on reče značajske pomanjkljivosti, ampak reče hibe. In mi se moramo zavedati svojih hib, če želimo nekaj spremeniti. Ker če smo mi že tako, wow, vse je super, ni to iz celostnega sebstva, to je spet ta ego, za katerega smo se zelo dobro naučili poskrbeti. Smo se naučili, ampak
Druga skrajnost je pa to, ko zdaj poslušam, ta je ego, pa je ego, pa tretji ego, ampak ta ego pravzaprav ima verjetno tudi kakšne dobre lastnosti. Ego mora biti zdrav. Tako? In zdrav ego v bistvu naredi most med našim naravnim sebstvom in našim duhovnim sebstvom. Da pa mi lahko zdrav ego postavimo, moramo mi sebe začutiti, da čutimo svojo naravo, da vem, kaj je moje seme. Jaz se nisem kar tako rodila mojim staršem. Jaz nosim nekaj od moje mame, nekaj od mojega očeta, vse od njunih prednikov. In se pravi, jaz moram poznati pot nazaj v svoje seme, tudi Russell Brand veliko o tem piše. Jaz moram svoje seme poznati, da vem, v kaj se bom razvijala. In da se razvijam, moram poznati to višjo instanco, nekateri pravijo višji jaz, duhovni jaz, da bom lahko ta seme s tem. Se pravi, jaz moram ta most vzpostaviti in zdrav ego je ta, ki mi bo pomagal ta most vzpostaviti. In zdrav ego ne more biti vzpostavljen na bazi nekih zunanjih principov in ljudi, ki mi govorijo, kako delovati. Moram jaz sebe čutiti in moram čutiti druge ljudi. Življenje je malo complicated. In 8. korak. Pripravite se, da se boste vsem opravičili za vse, s čimer ste jih prizadeli, ker ste bili tako zjebani. A bi bili pripravljeni za vsako neumnost, ki ste jo naredili, se opravičati ljudem? Razmislite, to je zelo težka naloga. To je mogoče pa to najtežji korak, ker sem prej rekla, a veste, kaj nas to uči? To nas uči ponižnosti. Ampak kaj se pa velikokrat zgodi, če mi živimo v nezdravi kulturi? Ker se bomo mi opravičali, oni se že postavili nad nami in nas bojo ponižali. To pa ni ponižnost. Poniževanje ni ponižnost. Spravi, ta korak je zelo težak in mi moramo biti zelo pogumni, da si ga upamo speljati. Pa verjetno pripravljeni ravno do to, kar si prej povedala, da tudi na nek način si pripravljen potem odgovoriti na nepravo reakcijo ali ne, ali poveš pa greš. Jaz vedno prevzemam odgovornost za vse stvari, ki sem jih naredila ali pa, ki sem jih rekla. Ne bom nikoli zanikala nekaj. Sem pa opazila, da veliko ljudi tega ne naredi. Veliko ljudi nekaj naredijo, potem pa, nisem jaz tega naredila. Nisem jaz tega naredila. In potem so oni super lepi in popolni. Mi pa moramo si dovoliti biti človečni, kar pomeni, da delamo napake. In meni je ful žal, da sem to naredila. Ne moram narediti vsega prav. Tudi jaz imam svoje bolečine, ampak sem pripravljena pogledati v njih in pripravljena sem nekaj spremeniti. Kdo je to pripravljen narediti? Zato je ta knjiga toliko pomembna meni, da se učimo te ponižnosti in da se učimo tega, da smo enakovredni. Ker tudi bistvo te knjige je, da smo enakovredni. Se pravi, tudi ko ti prideš v to skupino, ni nekdo, ki je nad tabo in ostali, ko so od spodaj, in ni tako, kot marsikje nekaj, če opazimo, poveš nekaj svoje zjebanosti in dobiš 10.000 enih nasvetov od nekoga, ki te 5 minut pozna. Kako bo nekdo, ki te 5 minut pozna, ti dal nek nasvet? To bo površinski nasvet, temu se reče fiks in to je v bistvu travmatski odziv. In teh travmatskih odzivov je v Sloveniji, kolikor jih hočeš, pa ne samo v Sloveniji, vse po svetu. Jaz pač vedno rečem Slovenija, ne vem zakaj. Ne vem zakaj, pač to za moje zelo rada, tako da, bom jaz popravljala. Prosim, se me že vsak popravlja. Pač ni to samo slovenski moški, ima Slovenija, se pač vse nekaj pač... Pa Slovaška. Pa Slovaška, ja. Smo bili v Londonu na en dogodek je bil, ker smo bili Slovenija-Slovaška skupaj, da se to zaveš. Zakaj ste bili skupaj, ker so kar oboje veleposlaništva, veleposlaništva ste se združila in so imeli, da nisem jo tako povabili. In je bilo zanimivo dogodek. Super. No, 9. korak, prej smo se sprašvali, komu vse se moramo opravičiti, zdaj pa se opravičite. Razen, če bi s tem stvar še poslabšali. Kaj bi to pomenilo? Ja, meni se je to tudi že zgodilo, da se mi je kdo hotel opravičiti, ker jaz nisem, pač ne morem sprejeti opravičila, ne morem. Če mi je nekdo lagal v oči, če me je nekdo zlorabil na vseh nivojih in če vem, da to še danes počne,
ne moramo sprejeti tega opravičila. Jaz mislim, da je to sprejemljivo. Jaz tudi mislim, da je sprejemljivo in tudi ni v zvezi, da bi bilo še kaj drugega zraven. To je pač neka narejenost. Je pa res težko, v bistvu, in tudi, če pogledaš do nazaj, če bi se jaz hotela upravičiti, vse nimam stika s temi ljudmi. Da bi se vsem upravičila. Bog pomagaj, pa koliko je Kitajcev, ki bi se jim upravičila. Ko sem bila ena taka veličastna, poveličena ženska tam, ki se je nad njimi nekaj znašala, veš zakaj? Ker sem ugotovila, da so me samo tako slišali. Jaz sem ugotovila, da če sem jaz spet, če sem jaz tako ena izmed njih, prijazna, da me noben nič ne razume, kaj s Kitajsko govorim. Pa sem pa ugotovila, da če zraven eno to grandiozno osebnost, ki je ful zaverovana sama vase, pol so pa vsi mi vse prinašali in vsi bili, jaz bi se ful rada upravičila. Čas sem imel cesarja, veš, in to je to. To je to, ja. Osrednje cesarstvo, čubo. Ja. Sem se spomnila še eno stvar, se bom spet. Gremo na 10. korak. Bodite na preži z zjebanim razmišljanjem in vedenjem in ko se vedenjem in ko se pojavi, bodite iskreni. Zjebanim razmišljanjem in vedenjem po moje. In ko se pojavi, bodite iskreni. Se pravi, ne samo za nazaj, ampak tudi vse sprot moraš počistiti, prav razumem. Ja, ful je lažje, ko si enkrat inventuro naredil, tudi ko se pogovoriš, upravičaš ostalim, vidiš, kako si na njih vplival, ker je treba ločiti. Ali si jaz sam domišljam, da sem na nekoga tako delovala in je to zaradi enega mojega sramu in enih mojih strahov, ali sem jaz dejansko tako delovala na te ljudi. Jaz moram biti v stiku z njimi, da jaz to vem. Ti pa tale sram, ki si ga zdaj omenila, pa že prej enkrat, to je tudi kar ena taka težka zadeva, da je v človeku. V bistvu se to uporablja za izobraževanje, Če hočeš ti enega človeka, ko ga nekaj pohlevanega narediti, ga boš sramotil, in boš to dal noter. Druga stranka je pa ista stran, istega kovanca, druga stran istega kovanca je pa, da nekoga poveličuješ. In da mu poveš, ti si najboljši, ti si wow, samo zadeva, ker je tvoj otrok ali karkoli, tvoj fant. To sem jaz rada počela, namreč, wow. Vsak moški, s katerim sem bila, on je bil, wow, ti si vse, tudi če nič ni naredil. In pa si res to začnejo domišljati, da se res vse ne. 11. korak, se smo že skoraj na koncu. Ostanite v stiku s svojim novim pogledom na svet. Se pravi, zdaj sem že zradirala starega. Ne, ti vedno znova se vračaš, ampak zdaj si zavesten glede tega, ker tudi Russell Brand reče, mi delujemo vedno po programu. Vprašanje sam, ali je ta program nezavesten, ali je ta program zaveden. In s tem, ko se mi začnemo stvari spraševati, ko začnemo druge stvari spraševati, ko pridemo v kontakt resničen z drugimi ljudmi, smo lahko vedno bolj zavestni. In v bistvu je samo to, koliko zavesti je prisotne v mojem delovanju. In da je lahko moje delovanje zavestno, jaz potrebujem neko meditacijo, jaz potrebujem neko molitev. Se pravi, stik s tistim, kar smo v prvih 3 korakih rekli, da je treba vzpostaviti povezavo z nečim višjim od mene. To povezavo je treba vsakodnevno ohranjati, to je isto kot kartuša. Saj se jaz nastuširam enkrat na mesec. Treba je za osebno higieno. Osebna higiena ni samo telesni nivo. Osebna higiena je tudi še ostalih 6 teles, ki jih imamo. Mentalno telo, emocionalno telo, duhovno telo. Vedno moramo biti v stiku s tem in vedno moramo to čistiti. Zdaj sem še eno drugo stvar povezala. Tudi čiščenje stanovanja, ko ga jaz očistim tudi sebe. Ja, vprašanje je tudi... Saj jaz se tako počutim. Točno, tudi in je pomembno, s kakšno energijo čisto stanovanje. Da ni ono, jaz ful trpim, ko moram to zdaj tle pucati, ampak da je ono, wow, jaz to čistam in se zraven dobro počutim in se bom dobro počutila, ko bo očiščen, je čist nekaj drugega, Pa to je z vsemi stvarmi. Lej, če bi jaz vsak dan rekla zjutraj, jaz moram pa zdaj v službo, pa te stranke pa. In tukaj smo pri tem, A si predstavljate, kako bi izgledala tukaj?
Ne, jaz ga z veseljem, jaz vas imam rada. Tukaj, zdaj se me spomnila, ko smo prej govorili o božanstvih. Meni je recimo pri hindujcih všeč Trimurti, oni rečejo trojno božanstvo. Rečejo kreativno božanstvo, potem rečejo božanstvo ohranjanja in destruktivno. Vse troje je nekako prisotno, ampak najtežje je pa ohranjanje. In tudi pri odnosu je najtežje ohranjati stik, vedno znova. Ampak če mi nekoga čutimo, pa nam nikoli ne bo dolgčas, ker se človek nenehno spreminja. Samo ljudje, ki imajo samo neko vlogo, ki igrajo, se ne bojo spreminjali, ne bodo utopili. Ampak ostali ljudje, pa vsak človek se nenehno spreminja. Ja? Ampak to igranje vlog je pravzaprav kaj, neiskrenost do sebe, ali kaj? Zahod nam je predpisal neke vloge, zato da vemo, kako živeti, kako se ravnati potem. Zdaj pa na nas, koliko bomo zavesti noter v to. Saj ni nič narobe z vlogami, ne? Ampak koliko je mene v tej vlogi? Saj jaz imam tudi vlogo, imam vlogo ščerke, imam vlogo, ne vem, imam veliko enih vlog, ampak koliko je mene v tej vlogi, ne? In koliko jaz sebe zatrem, da neko vlogo igram, ker je neka vloga, pa mene ni nič noter. Razumem, ja. In zdajle bomo pa okrevali v 12. koraku. Čeprav ti si rekla, da se večkrat vrneš pa v te korake. Nenehno, skozi se treba, 1, 2, 3, skozi se treba hoditi, skozi. 12. korak. Na življenje glejte manj sebično. Do vsakogar bodite prijazni, pomagajte, če lahko. In Russell Brand se je takrat odločil, da bo pomagal ljudem, ravno tistim, ki nujno potrebujejo okrevanje. Se spomnim zgodb enega, bil je en brezdomec, pa tista noga, grozna zgodba. Glavnem je imel žive rane na nogi, in na vsak način ga je hotel spraviti v bolnico, ampak zraven tega človeka se ni dal niti odstati, ker je smrtel. Gnilo je vse, ne. No, ampak je vse nekako ga spravil tja, ampak se je sam sprašal, moram reči, čisto vsakmu pomagati. Zelo zabavno na nek način napisano, izjemno iskreno, tako da tole priporočam v bistvu zabrati, tudi če ne rabite nekega hudega okrevanja. Ampak jaz mislim, da se gotovo poznate človeka, ki mu tole lahko pomaga. Ne? Vsakmu, ne? Tudi Russell Brand reče, kako sem jaz lahko uporaben svetu, ne? In je spet tukaj, nisem sam. Spravi, mi nismo, angleščina ima to dosti boljš razdeljen, kot mi, ne? Ker je več izrazov, recimo codependent pa interdependent, ne? Oboje pomeni v slovenščini soodvisen, ampak codependent je, da smo soodvisni v bistvu na te bolečinska jedra, a ne? Interdependent je pa, da se mi zavedamo, da smo naravno vsi en z drugim povezani. In da tudi mi moramo spet vedno znova zaznavati sebe, kaj nam dobro prinaša, nam kot organizmu. In kaj slabo in tukaj sproti potem neke meje postavljati sebi in drugim. Meje so vedno dvojne, ne? Notranje in zunanje. Notranje, kako jaz delujem, jaz moram sama sebi meje postavljati. In drugi, ne? Kako, dokam drugi lahko grejo, ker marsikdo, če meje ne boš imel, bo vse hotel od tebe, ne? Ampak tudi to postavljanje meja se učimo in to se moramo učiti. V bistvu je to nekaj novega za nas, ko smo odraščali v nekem drugem sistemu. Spet, kot smo že prej rekli, ker je bilo nekaj normalnega, da mi nimamo meja in da lahko vsak drugega nadzoruje. Spravi, tako, kot smo rekli, kaj se zgodi, če ti nekoga nadzoruješ, nekdo se bo zapirati začel. Mi imamo trodelno psiho, se temu reče, a ne? Naša psiha ni samo ena. Mi imamo ranjene dele, mi imamo adaptivne dele in mi imamo modrega sebe. Koliko smo mi sposobni iz tega modrega sebe delovati? Večina ljudi deluje iz adaptivnih delov, prilagojenih delov. Delov, ko so se naučili, tako delujem, da preživim v svetu in da me drugi ne ranijo. Imate kakšno vprašanje? Zdaj smo jih verjetno veliko odprli. Samo pogumno, iskreno, kar vprašajte.
Mislim, da ste v varnem okolju, a je ne bi bila? Om ganana tva. Mantre, ja, veš? Ja. Varno, ja. Ja, jaz bom zelo vesela. Naj se ugasnila. Jaz bom zelo vesela, če kakšno vprašanje, da vse ustvarimo kaj skupaj, ker zelo je drugače, če ti pač samo nekaj poslušaš, ali pa če daš še delček sebe noter in pomagaš so ustvarjati. Izvolite. Adam? Zanima me, kako preseči to omejitev, ker se te vzorci nahajajo nekje v nezavednem ali podzavesti. Mi pa skozi skozi razum težko dostopamo do podzavesti ali počasih celo nemogoče. Ne? In še plus tega, tudi če delamo po tej knjigi, mi imamo v umu neke filtre, skozi katere ne spustimo neke stvari in moramo imeti zelo jasen in trden namen, da sploh te korake prehodimo. Zato me zanima, kaj v tej metodi je taka, da nam pomaga preseči to omejitev. Super. Hvala, Miroslav. V prvi vrsti bi jaz rekla pristni stik. Zdaj, ker če ti nimaš pristnega odnosa, potem ne boš mogel tega, tako kot pravimo, več ali manj bo vse iz nezavednega se ustvarjalo. Če si pa ti dovoliš biti ranljiv, in kar je sicer zelo lahko, ko mi govorimo o ranljivosti, ko pa mi pridemo v situacijo, kjer moramo biti ranljivi, kjer se moramo upravičiti, je pa vse že toliko težje, ker mi smo bili naučeni, da radi kontroliramo, kako bi nekdo drug mogel biti. Kaj pa, če bi videli to, kar dejansko pred nami je in ne bi to nič olepševali in bi bili pristni ob tem in tukaj se odpre eno novo polje možnosti. In tukaj lahko medosebni odnosi v bistvu zelo veliko podzavestnega v zavest pripeljajo. To je ena pot. Druga pot je nadzavest. Spravi, druga pot je nadzavest, kot smo rekli, to so te zadnji koraki, meditacija, molitev. Spravi, bolj, ko sem jaz v stiku z nečem božanskim, več svetlobe bom jaz lahko noter vase pripeljala. Spravi, mi imamo svetlobo že od rojstva in sicer v jajčnikih, v modih, koliko te svetlobe mi uporabljamo, to je zdaj drugo vprašanje. Ampak, če mi te dve svetlobe v bistvu združimo, potem vedno bolj luminozna bitja postajamo. Tako da mi moramo, jaz v prvi vrsti pravim, vedno preuspraševati vsako stvar. Jaz nikoli stvari ne vzamem kar tako. Sem ful odprta, poslušam vsakega človeka, ampak nisem pa, da skoro vse verjamem. Ne. Ampak se pa odprem temu in začutim in pa vidim, pa kaj verjamem. Imamo pa in takšne in drugačne učitelje na poti. Jaz imam rajš takšne učitelje, ki se učimo prek neke intimnosti, tiste prave intimnosti, in intimnost ni spolni odnos, intimnost je, da sem jaz takšna, kakršna sem lahko s teboj. Ampak zelo hitro vidiš, s kom si lahko to. Mi spet tukaj govorimo, lahko si, ampak takoj, ko priješ nekam, pita ljudje, pa kar že popravlja, Boga, Revica, pa nisem tog Boga, jaz sem pač delim to, kar sem s tabo. Se ti zelo hitro ljudje pokažejo, a te dajo dol, a te dajo gor, in to isto, ali te dajo dol, ali te dajo gor. Kdo te je sposoben gledati iz oči v oči? Ko ti nekoga gledaš v oči, dejansko vstopaš v neke nove svetove in se ti stvari odpirajo. Misli niso samo naše. Mi smo zdaj tukaj, mi drug na drugega z mislimi vplivamo. Spravi, nekaj, kar jaz lahko razmišljam, lahko se prenese na vas. In spravi, tudi to, kar vi razmišljate, se lahko prenese name. Jaz moram videti, kaj bom jaz vase sprejela in kaj jaz vase ne bom sprejela. Mi se kao penetriramo non-stop, In tudi energijsko se to dogaja. In se pravi, rast. Rast jaz najbolj doživljam z ljudmi, ki se jih najbolj bojim. Ponavadi so to ljudje, ki jaz dobim tiste komplekse. Nisem dovolj dobra, pa še to. Zdaj pa sta dva načina, kaj bom jaz naredila. Ali bom jaz se od tega odmaknila,
ali bom jaz te ljudi začela ali bom pa se trudila, ne? Ali pa bom ranljiva in se bojo stvari spet odprle. Ni recepta, ne? Ampak je pa več poti do tega. Ne? Kaj pa je prav v tej zgodbi? Mislim, kako ti ugotoviš, kaj je, začutiš pač, kje razmer je ta prava, pa pač ljudje ti dajo vedeti, mogoče ne smeš tako, pa probi tako, ampak kaj recimo, ko probaš več načinov, pa ko ugotoviš, da noben od teh načinov ne deluje, kaj je pol tisto pravo, a da se spet nas obrneš, ali da, ne vem, poiščeš nekoga, ki ti je blizu, ali kaj je tisto, kar je prav? Ja, ful ti hvala za to vprašanje. V prvi vrsti vse odgovore nosimo znotraj sebe, če se res noter vase zazremo in če prosimo to višjo silo, spet to višjo silo, da si za to našo iskreno namero, željo, kaj se želimo, nam bo že začela pošiljati ljudi, ki podobno vibrirajo, mi pa spet moramo biti tisti, ki to prepoznamo. Spravi, lahko pridajo oni v naše polje in če bomo mi to spustili mim, bomo spustili mim. Spravi, spet se moramo mi zavedati, veš, vedno znova se moraš zavedati, ali nekaj prihaja iz tvojih travm, ker vedno bomo mogli se vrniti nazaj in podelati to, kar smo prej rekli, integracija. Se pravi, nikoli ni samo rast. Če bomo samo rastli, potem bo kar naenkrat ful enega manjka v integraciji in bo prišlo do nekih nihanj nekje. In potem se začneš zdraviti z alkoholom, Mogoče samo še nekaj, pač, kaj si rekla, da rasteš skozi, ne? Skozi ljudje pričakujejo od nas, da smo mi nekje na vrhu, oziroma da sledimo temu vrhu, ne? In tudi v tej knjigi verjetno, pač, če se o tem piše, tudi piše, da se moraš ustaviti, ne? To se pravi, ni rast samo tisto, da gor rasteš, ampak rast je tudi to, da ti v bistvu sebi dovoliš, da sebe noter spoznavaš, da si vzameš čas za sebe, da ne vem, sebe začutiš. To je pa tukaj, veš, tukaj smo prej. In potem iz tega deluješ, ne? Iz tistega svojega mera, ki ga dovoliš. Se pravi, mi vedno rabimo in stimulacijo in refleksijo, a ne? Mi rabimo, tako kot si rekel, in rast in globino, oboje. In globino dobimo s to refleksijo in refleksijo dobimo s tem, da se mi obrnemo vase, da se obrnemo in poiščemo svoj mir. Če pa mi nekam skozi divjamo, tega miru ne bomo najdli. In nas se vzgaja tako, da v bistvu, ne, da imam dražljaje in odgovor na dražljaj. Temu se reče potrošništvo. In če se v bistvu ti v tej kulturi dovoliš, potem ti stvar postaneš, če ti tako deluješ. In spravi, mi si moramo dovoliti biti ljudje, mi si moramo dovoliti biti živa bitja in se ustavljati in zintegrirati. Ne samo laufati. Jaz sem v bistvu, ko sem se s sabo začel ukvarjati, ko sem imel vse te situacije pač pripeljali do tega, da sem se ustavil in da sem se s sabo začel ukvarjati, sem potem začel iskati filtre, ker sem počasi dajal to ven, ne. In eden od filtrov zame zelo dober je bil šport, a ne. Jaz, ko sem bilo kjer šport, nima veze, pač vsakega po svoje sem začutil, ampak sem se pol v enem trenutku odločil, da bom samo v plavanju ostal in cel življenje bom plaval. Zato, ker jaz, ko sem prišel v stik z vodo, sem že v štartu postal drug človek, a ne. In potem, ko sem se poglobil v vodo kot tako, fizično, in ko sem bil sposoben v bistvu odklopiti vse to, kar doživljam zunaj bazena in se posvetiti tistemu trenutku, sem pa v bistvu dosegel to, da sem si dovolil in da sem dobil prostor za nove stvari. To in vsak človek mora najdeti, ne, to, kar si ti najdel tukaj v vodi, a ne. Vsak človek ima svoj dostop do tega, ne. Pa to je ta mir, o katerem govoriš, ne. Ves dan nekam bezlamo,
v službi 1000 nalog, doma je treba pospraviti otroke, peljati v šolo, ne vem kaj še vse. In potem tudi otroke tako uči. Kaj misliš o ideji, da sem pol ure v dnevni sobi in je tam tišina? Meni je najlepša stvar, ko sem lahko s sočlovekom v čisti tišini. Kuka voda, ne, če si tam. Ja. In veš, kako redko je to. Vedno bi rad nekdo neki ven, ali ima en potrebo, ali ima drug potrebo. Zelo redko pride da je dvojno so oči zadovoljna, da je čista tišina in wow, se ful dobro počutiš v tem. Pač ni treba. Mogoče sam nekaj še za to tišino, ki je rekla. Jaz sem zmeri, recimo, tudi ko sem bil mlajši in tako, ko smo družinsko rasli, ko so obiski prihajali, ne vem, bila je gužva skozi, nikoli ni bilo neke tišine, In jaz sem v bistvu v tej netišini rastel. To se pravi, meni je bilo normalno, da je, ne vem, da se ljudje pogovarjajo, da pride, ne vem, 5 folka, kar od enkrat na obisk, da sedimo vsi skupaj, in pa, kad ti v bistvu spoznaš, da rabiš tisto tišino, da rabiš, prostor zase. In ko sem prišel do tega, da sem doživel to tišino in da sem bil sam v prostoru 90 kvadratov, ker od enkrat nisem vedel, kaj početi. Ker čuden mi je bilo, ne vem, ampak zato sem začel brati knjige, pa si dovoliti, da sebe poglobje spoznavam, to se pravi, da povem, da zaznavam, da je bilo to nekaj narobe. Da se zavedam, jaz sem pa to nekaj narobe naredil, dajmo probati drugače. Daj probi, ne vem. In več takih situacij, ko sem spoznal, bolj sem sebe poznal. Ja, več, ko si daš te tišine, bolj sebe spoznaš in tudi to tišino lahko ustvaraš sred največjega kaosa, tudi to se moramo zavedati. Mi ne rabimo te tišine v zunaj, ta tišina je vedno v nas, vedno. Tako da lahko se karkoli okoli tebe dogaja. Meni je zelo zanimivo, en od mojih duhovnih učiteljev, on vedno v vojnem območju živi pač v Palestini in ko imamo meditacijo včasih, so bombni napadi okoli njega in morajo laufati v zaklonišče, ampak on je čist miren. On je čist miren in reče, meni to daje priložnost, da jaz mir v sebi treniram. Trenira, ja, vidiš. Enkrat moramo narediti piko, tako da jaz se vam zahvaljujem, da ste danes tudi poklepetali malo z nami, da ste nas naju poslušali, priporočava branje te knjige. Jaz osebno priporočam branje knjig in tudi, če boste obdarili koga s knjigo, jaz mislim, da mu boste naredili eno veliko veselje tudi okoli novega leta. Tako da, hvala lepa, ker ste prišli, nadaljujemo prihodnje leto, želim vam pravličen december, ampak še lepše prihodnje leto. Z moje strani za vašo prisotnost in za vaš čas zelo veliko mi pomeni, da ste tukaj z nami in da se skupaj pogovarjamo o tej tematiki. Se smo šli kar okoli nakoli, ampak ja, vse to vodi do resnosti. Nima smisla govoriti samo o knjigi, ki to boste prebrali, ampak vse tisto, kar je fajn, da vemo, ko se lotimo branja tega. Tako. Hvala. Hvala.